In pol se v enem trenutku pač znajdeš tam za pultom in trpaš ljudem polne vreče zdravil. Jaz sem si tudi predstavljala, da ko bom šla študirati farmacijo, da to bojo, te rožce, pa naravno zdravljenje, pa to, ne. Tega je bilo zelo malo, ne. In nekako se mi je zadelo, da pač na ta moja vprašanja bom morala s časoma sama iskati odgovore, ne. Renata, lepo pozdravljena na podcastu. Sprav, če te prav razume, recimo, če bi prišel jaz do tebe na benistvo, ti ne bi nič povedal od mojih prednikov in ti bi vse dobila preko intuicije oziroma občutkov. Za nekoga, ki posluša, so to lahko samo besede. Zate je pa sporočilo. In to je tako, da čutiš vsaki celici svojega telesa. Čutiš, veš, to je to. Vsi imamo to intuicijo. A čutiš, kako te pokliče sem? A slediš zvoku, da kdaj se ga še slišim? Še je, ne? Še vedno drži. Ja. Tako da hude so ti sklenjeno. Renata, lepo pozdravljena na podcastu. Hvala. Hvala za dobrodošlico. Ja, z veseljem. Tako spontano in tako na random, ko se je to zgodilo, že dolgo ne. In sem vesel, da so se zmenila. In imaš tako zanimivo zgodbo. In me prav veselje mi je bilo to danes. In se prav veselim, od čega bomo vse govorili, ker imaš tako zanimivo zgodbo. Se bomo malo zdaj čez ta podcast pogledali, boš malo predstavljala in tako. Za začetek bi omenil to, da se ukvarjaš z različnimi stvarmi, povezani z duhovnostjo, energijami, ampak tvoje ozadje pa ni prav v temu. Daj nam malo predstavi, kako si prišla do tukaj, kjer si danes in potem gremo tukaj naprej. Ja, v bistvu, ful si lepo to povedala, ne? Nekako, mogoče, kako je duhovno za nekoga mogoče malo ekstremna ali pa pač težko razumemo, ker je to dosti neotipljivo, ne? Pa izhajam res tako iz znanstvenega vidika bolj, ne. V bistvu jaz sem naravoslovka po duši bila, oziroma zdaj niti ne vem več, kaj sem, ne. Malo identitete padajo, ampak jaz, ko sem odraščala, sem si želela, da bi nekako delala nekaj dobrega in da bi pomagala ljudem. In ko sem razmišljala, pač kaj bi šla študirati, ful me je zanimala psihologija. Tako najbolj sem si predstavljala, da bi preučevala neki možgane pa to, ampak tega pri nas ni bilo. Pač tudi takrat v tujini ni prišel poštev. In s psihologijo si nisem dovolj dobro predstavljala, kaj v praksi pa lahko počnem v življenju. In potem se spomnim enega trenutka, stopam jaz v lekarno in tako razmišljam, pomislim, intuicija. Kaj pa moraš študirati, da delaš pol v lekarni, a ne? In jaz pač nisem imela pojma, farmacija, kaj je to, in vidim, zdaj to bi bilo pa zanimivo, ne. In farmacija mi je predstavljala pol nek tak, po eni strani dovolj obsežen zalogaj za moj mental, se pravi, bil dosti velik izziv, po drugi strani mi je pa pač vseeno dajala neko tudi širino, ker v bistvu v istem trenutku se nisem rabila odločiti, kaj do konca lajfa počela, kar je zelo široko področje delovanja, a ne. Pač lahko si v lekarni, lahko pač si v raziskavah, industriji, komerciala. In spet ta aspekt, a ne, da bi želela početi nekaj dobrega, da pomagam ljudem. In v tistem trenutku sem jaz del, da je to opcija, ne. Tako da sem se podala na študij farmacije. Eno kar zabavno, no, meni je bil dosti zahteven drugačen. Vmes sem si ga še malo popestrila, ker jaz skozi neke hecne izzive iščem in sem šla v bistvu še študirati na študijsko izmenjavo, ne, v Italijo, na Sardinijo, na moj zelo ljub otok, ki ga spet prej nisem poznala, ampak je kar iz nekje se to pojavilo.
disclaimer, jaz prej nisem znala italijansko, ne? In študirati v italijanščini farmacijo je bilo tako kar zanimivo. Verjamem. Dogodivščina. Ampak tudi ena izmed ključnih dogodivščin v mojem življenju, za moj osebni razvoj. Definitivno. No ja, in potem sem doštudirala to farmacijo in se zaposlila v lekarni in sem imela malo krizo identitete, ne? Ker jaz sem že prej, jaz sem si tudi predstavljala, da ko bom šla študirati farmacijo, da to bojo, veš, te rožce, pa naravno zdravljenje, pa to, ne. Tega je bilo zelo malo, ne. In pol se v enem trenutku pač znajdeš tam za pultom, veš, pretežno introvertirana, veš, ker naenkrat se moraš z ljudmi pogovarjati, ne. Tako ful je bilo zanimivo, pač to popotovanje oziroma proces, tudi moje notranje rasti ob tem. In trpaš ljudem polne vreče zdravil, ne. In jaz sem že tekom odraščanja pač se sprašvala, zakaj ljudje samo gledajo na simptome in jih hočejo utišati. Pa zakaj nihče ne pogleda, kaj je za tem, zakaj je prišlo do nekega zdravstvenega ali bolezenskega stanja, ne. In pol sem se morala kar dobro pogovoriti s sabo, pa pol sem tudi skozi prakso, preko dela z ljudmi videla, da pač ja, imam različne paciente. Enim je to, kar lahko dam, sam pač tistih 5 škatlic za naslednji mesec, 2, 3. Nekateri so pa dovzetni tudi za nekaj več. In tukaj sem jaz najdla ta svoj prostor, da sem jim lahko nekaj več dala. Ali se tiče malo bolj holističnega nasveta, ne? Ali tudi kakšnega drugačnega nasveta. In je tako lepo, ker v bistvu se pol začela sem v domačem kraju delati, ne. Čeprav nisem veliko ljudi poznala, ampak pol, veš, ful se neki odnosi stkejo. In vem, da ena gospa je še leta rekla, joj, tisti nasvet, ki si mi ga dala, koliko mi je pomenil. Pač nič, ona je imela neke otekle boleče noge, a veš, ampak njej je bil to problem, pač ona ni mogla nič zaradi tega, ne. Jaz sem ji pa pač takrat nekaj tako res dosti preprostega svetovala, ne. In recimo to mi je bilo ful lepo delati, zato ker sem hitro dobila feedback, se pravi, nekomu nekaj olajšam, ne. Po drugi strani mi je pa precej bolelo to, da pač ljudje, a pa veliko ljudi pa vseeno, a veš, spomnim se gospoda, ki, ne vem, je prišel s polifarmacijo, ne vem, nekih recimo 7 različnih zdravil, med drugim inzulini, ne. In pol je imel recimo račun za zdravstveno zavarovalnico je bil nekih 350 evrov, pa je pa imel par evrov za doplačati, ne, in je celo dramo tam naredil, ker ima za doplačati, ne. In on je rekel, meni to pripada, ne. Veš, kaj češ takmu, ne, ker njemu pripada. Je absolutno super, da pač poskrbimo za to, ne, ampak tebi pripada tudi, ne vem, to, lastna odgovornost do sebe, do svojega zdravja, ne, daj naredi nekaj več, pač kakorkoli s kakršnimi kartami si se rodil, ne, zdaj, če imaš pač neko zdravstveno stanje, ki potrebuje poseben pristop, daj, a ne čakati, ali pa ne se zanašati, da bo pa zdaj neka magic pill, ne obstaja, magic pill ne obstaja, ne, pač, in ja, no, to obdobje v lekarni je bilo tako zanimivo, no. Jaz sem mislila, da bo ful meni dolg čas v lekarni, ampak ni bilo dolg čas. Mislim, tudi tako, vsakokrat, ko greš v lekarno, vidiš, da je stalno pestro, pa tudi delavke za pultom, ne, stalno morajo šibati gore, dole, pa dosti ljudi in tako, ne. Ampak tudi recimo, jaz vsake toliko, ko grem v lekarno, mi je zmeraj fajn, če recimo imam nasproti nekoga, ki da neki dodaten nasvet, ne samo zdravila, ampak ne, tam se ustvarja tisti, pristni človeški odnos, pa tudi njim je po mojem interes, dobro, ne vsem, ampak tako, kot recimo ti, ki si rekla, ne, da pomagaš, oziroma daš nek nasvet ljudem in tako. Meni je bilo to res lepo, no. Pol pa pač ta moj notranji črv, ki ne da miru, a ne, oziroma bi še nekaj prej povedala, pač da ta duhovnost, a ne, oziroma
zanimanje, interes za tisto nekaj nesnovno. Kaj pa je še tukaj, kar ne obstaja, ampak nekaj mora biti. Se je rodil že zelo, zelo, zelo dolgo časa pred tem. Jaz se spomnim, ko sem bila stara, ne vem, po moje 5 let, 6, ko sem sprašvala mami, kaj se zgodi potem, ko umremo. In ona tako, ja, nič. Jaz, kako nič? Kaj? In se spomnim, ko prav te vizije, ki sem imela v glavi, kar predstavljala sem si, in to zdaj tako življenje. Priješ in si tukaj pojaviš in potem vse to se učiš in hodiš v šolo, to je bilo to predšolsko obdobje, ko sem komi čakala, da grem v šolo in kaj pol kar skineš. Kaj fora, zakaj? Pač, kaj pa pol namen tega, iz kje pridemo? In tudi vesolje me je ful fasciniralo, ne vem, pač, ko sem opazila te tvoje knjige, sem me prav spomnila na otroštvo, ker sem vse tako radovedno listala in brala, brala kasneje, ampak in spomnim se, je bila ena knjiga doma, 1000 zakaj, 1000 zato. In jaz sem imela neskončno vprašanje, za starše. In se spomnim, da mi je enkrat mami prav rekla, le Renata, tam je ta knjiga in v tej knjigi so vsi odgovori. In sem rekla, kako lahko obstaja taka knjiga, kjer so vsi odgovori noter. Zdaj, v tisti knjigi nekaj odgovorov je bilo, ampak ne pa točno teh, na katere sem jaz iskala. Mislim, ja. In nekako se mi je zadel, da pač na ta moja vprašanja bom morala s časoma sama iskati odgovore. In pač ja, potem skozi osnovno šolsko, srednješolsko obdobje je to, bolj je sploh, glede na mojo življenjsko zgodbo, je bil pri meni fokus bolj na preživetju. Pol pa tako, ko sem rekla, me je ful začela zanimati psihologija in možgani in razmišljanje in kako vse to funkcionira in zakaj so eni bolj taki, drugi bolj drugače reagiramo. In potem pa po faksu je pa pač, ko se je nekaj časa sprostil, ker valjda par urc na dan ti ostane, ker ne rabiš skozi študirati, sem pa začela požirati te razne knjige, v teh mejnih znajnosti, metafizika in tako. Tako da, pol so se pa začeli tudi kakšna izobraževanja, začela sem meditirati in meditacija mi je ful pomagala tudi pri delu z ljudmi, ker mi je omogočila, da sem pač jaz bila bolj. Tako, kot sem rekla, meni je bilo pač začeti delati kar stresno, ker naenkrat si tam in prvič moš imeti ful tega strokovnega znanja, ki sicer imaš, ampak je treba kar začeti malo drugače povezovati stvari. Pa ljudi, to je pa ful različnih profilov srečaš, Tako da meditacija mi je takrat ful pomagala. In potem sem tudi zamenjala službo, ker me je klical mal drugačen razvoj. In sem šla delati v industrijo, sicer ne v te raziskave pa razvoj, kot sem si mogoče predstavljala še tekom študija, da bom odkrila nekaj novega in na ta način pomagala človeštvu, ampak pač v prodajo, marketing in tukaj je pač pa bilo tudi zame tako ful eno pestro, raznoliko obdobje s tem, kot sem imela jaz izzivov, koliko enih nalog sem lahko prevzela, koliko enih novih stvari sem se naučila. Ampak tukaj mi pač dalje bolj začel klicati ta del, kaj več. Ta dodana vrednost, kaj lahko dam, ker v lekarni pač kakorkoli na nek način sem imela določene paciente, s katerimi sem jaz delala, da pač nimam toliko manevrskega prostora, s katerimi lahko delam, jih je nekaj pa kljub temu bilo. V industriji je pa malo drugače. Sem si pa pač morala spet neko novo zgodbico skreirati, kaj je ta dodana vrednost, ki jo prinašam. Ampak s časoma ni bilo dovolj. In sem v bistvu že takrat, ko sem šla iz lekarne v industrijo, sem začela na teh področjih izobraževati. Ampak tako, nikoli z mislijo, da bom jaz nekaj takega počela ali pa izvajala, ker to je bilo meni toliko fascinantno, to je bilo meni toliko wow, ker pač moram mogoče poudariti, jaz sem bila zelo logičen tip, Jaz sem pač
oboževala matematiko, to je bila meni najboljša stvar ever, ne. In jaz sem prav tako, moj quote, 2 + 2 je 4, to lahko dokažem to. Ja. Ampak skozi je bilo tle nekaj zraven, kaj je več, pač, a kaj je fora življenja, zdaj res pač se rodiš, študiraš, plačuješ račune, ne vem, greš v službo, imaš otroke, familijo, se poročiš, bla, 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 to je to in zginaš in te ni in, a ne? Pač skozi je bil ta feeling nekaj, mora biti nekaj več od življenja, ne? Pa tudi ta želja v bistvu po boljšem počutju, ne? Se pravi, po nekem osebnem razvoju, po boljšem počutju me je pol vodila skozi razna izobraževanja in me pripeljala do tega, da sem začela sama izvajati najprej intuitivna svetovanja oziroma dušne readinge. Wow, tega je kakšnih 6-7 let. Potem pa energijske terapije, potem je šlo na medijstvo, in več kanaliziranih sporočil, zdaj pa, ja, lani so pa prišle v moje življenje še te kristalne sklede, ne. Tako da, kar eno zanimivo popotovanje, res iz tistega zelo snovnega, trdega, rigidnega sveta v tako neko, nekaj drugač, nekaj čutaš, da je, ampak ne moš prijeti. To sem te vprašati, recimo, ko si omenila, da si bila tako ful racionalni, logični tip, ko si začela to raziskovati, kako si vse to razlagala na nekem racionalnem nivoju? A si iskala dokaze za te stvari, ali si se prepustila, pa to me zanima, ta pristop. Ker sem bil tudi podobno kot ti pred leti. In... Kako je šlo tebi? Na začetku sem bil prav proti temu in sem mogel izkusiti na svoji koži in to ne enkrat, večkrat zapored, da sem začel to čutiti, izkusiti in potem je to premamlo oziroma preoblikovalo, da ok, nekaj je na temu. Ja. Jaz sem, sicer skozi branje knjig sem pač, a veš, nekaj občutka dobiš, pa mogoče nekaj tega znanja, razlag, pa to, nekaj je bilo tega, ampak enostavno neka taka radovednost je bila v meni, da sem hotela iti za tem. In prav spomnim se, ko sem šla na prvi reading, na kateri v bistvu sem peljala svojo sestro tja, ampak sem pa rekla, da se ga še jaz udeležila, tako da sem bila uradno prijavljena. In to je bilo ko sem se Sardinije nazaj vrnila, se pravi, nekaj 12 let nazaj. In jaz sem, a veš, tako, to je mogoče po moja občutek adrenalina. Že ko sem se pelala tja, no, mogoče danes podobno, kot danes, ne. Sam, da je bila danes pot malo daljša. Ko sem se pelala tja, je bilo tako, no, fakt, toliko me zanima, toliko bi rada vedela, ampak tako, kaj pa če kaj groznega? In tak naval stresa in po moje tudi delamo odpiranje srčne čakre oziroma blokada in odpiranje, veš, ko bi nekaj rado prišlo skozi, ampak ni še. In zanimiva prigoda, na primer, gospa, ki je izvajala, ona je izvrstna intuitivka, leta teh praks je imela že za sabo. In ona je izvajala reading tako, da nas je bilo skupinsko, se pravi nekih 10 v sobi in ona je sedela tam na koncu prostora, obrnjena stran. Ona ni videla nas in nas ni slišala, ker smo bili v tišini. In način je bil tak, da v bistvu je bil tam en stol in ko si začutil, da greš, smo se pač izmenjavala, ne? Ko si začutil, da si ti na vrsti, greš na stol in potrkaš na les in to je znak, da je nekdo na stolu in da je ready za reading. In jaz pač grem, potrkam, tišina. Ona pravi, a je nekdo na stolu? Pravi, brez glasu, potrkajte. Potrkam. Tišina. Jaz tako, ker držala sem se. Jaz diham, presežem, srce mi je to, kar razbil, sem mislila, da bom padla dol iz stola. In ona tako, dajmo narediti malo pauze, ostanite v tišini, odprite okna, prezračite, pa imamo 10 minut pauze. In tako sem jaz ta čas malo predihala in pa rekla, ok, gremo zdaj.
In je bil v bistvu ta moj rezistans, tako odpor sem imela, da je njej zaprl kanal. V bistvu, ne da je zaprl kanal, ampak nič ni pošlo skozi. Tako da, dejansko mi lahko tudi pač svojo energijo pač zapremo, da ne pridejo sporočila skozi. In takrat pol je cel reading prišel skozi in zelo konkretno in sem imela izkušnjo, veš, pač fakt, to funkcionira. To dela. In kako si to takrat razlagala, ker si bila še vedno v tem analitičnem oziroma takem analitičnem umu? Nisem si razlagala, ne. Zame je bila izkušnja dovolj. Okay. Zaradi tega, veš, enkrat sem dala eno prispodobo, ko sem poskušala razložiti, kako je to, ne. Recimo, ko jaz nekomu delam reading. Kako se teb čuti, recimo, da bi zdaj teb delala, ali pa če bi zdaj imela tebe, pa še nekoga, pa bi jaz teb sporočilo predajala. Za nekoga, ki posluša, so to lahko samo besede. Zate je pa sporočilo. In to je tako, da čutiš vsaki celici svojega telesa. A veš, kaj čutiš, veš, to je to. To je tako, ker ti zjutraj, ko se zbudiš, veš pa, da ti je ime Jani. A dvomaš, a analiziraš, zakaj je to tako. To tako je, In ne, pač je bilo sprejemanje. Sicer, a veš, pa tako, nad nečem si navdušen, bo hoče še druge navdušati in bolj hočeš nekoga prepričati in tako. Tega zdaj ne delam več, pač. Me zanima eno vprašanje, ki si rekla zdaj, kadar prija neke sporočila do tebe, ki so mogoče pomembna zate. Zakaj tako občutiš v telesu? Je to neka intuicija ali je to bolj na energetski ravni? Kaj si tebi zdi? Ja, to je način intuicije, kako pač komunicira z nami, oziroma kako mi zaznavamo intuitivne te zaznave. V bistvu obstaja več teh načinov. En je ta jasnočutni, to, kar ti čutiš v telesu, jasnovedni, kaj veš, jasnoslušni, jasnovidni, še eden. So 4, jih je 5. Ne poznam dovolj. Mogoče še en 5. In pa smo tudi pač zdaj tako, vsi imamo to intuicijo, niso pač nekateri se rodili s tem ali ne. Pač to je. Sam težavica je, ker mi to namečamo vsega živega česa. Kaj sem hotela reči, da... Moče lahko malo predstaviš ljudem različne te načine in kako prepoznaš glas intuicije oziroma občutek intuicije in občutek ega, strahu in vse drugo. Ja. Se pravi, mi zaznavamo intuicijo na pač te različne načine in tudi malo od nas čist, bom rekla, kakšni smo mi kot ljudje, je odvisno, na kakšen način to zaznavamo. Recimo, pač, če si ti ful povezan s svojim telesom, ne vem, boš mogoče več čutil v to. Eni, ki so bolj vizualni, bolj vidijo. Zdaj, recimo, meni, jaz mislim, da je moj prevladujoč način jasnovednost. Jaz pač pojavi se stvar in vem. Pač zdaj tako, še to, kar zdaj razlagam, je čisto fascinantno, kako je to možno, ampak ne vem, meni je ful hudo, meni je to tako super power, ki ga imaš lahko, ki ga imaš, ne lahko, ki ga imaš. In recimo pri meni tako zgleda, recimo, kada bi se mi tako zgori nek quote pojavil včasih, ali pa tako, da bi se ti neka zgodbica zarisala. Potem imaš, se pravi, jasnovednost, jasnoslušnost. Jaz tega skoraj, da nimam zelo redko, da slišiš dejansko, eni slišijo, potem jasnovidnost, da vidiš podobe, vizije pred sabo. Jaz to, tudi doskrat se mi na ta način pojavijo, predvsem recimo pri kanaliziranju, ali pa recimo pri medijstvu, kadar vzpostavljam stik z dušo pokojnika, pač jaz delam zaprtimi očmi, zaradi tega, ker mi je lažje na ta način. In pač zaprem oči in potem se mi izriše podoba in jo opišem in pač ljudje so, to je to, to je portret te osebe. Ja, jasnovednost pa pač veš in
Meni je to najljubša oblika, se mi zdi, a ne? A to je občutek, čutenje, da veš, da je to, ali... To je tako, kot da bi se ti skozi misel skozi možgane pripeljala ena misel. Skozi misli pač pride en preblisk, en kvot, ne vem, stopaš ven iz hiše ali pa ne vem, pripeljaš ulico in te prebliskne 5 parkirati na desno. A ne? Nisi o tem razmišljal, samo greš desno, imaš parking in to je to. Pač ne vem, en banalen primer, ne, zanj peljem psičko ven. Zjutraj do povdne in vedno vzamem eno vrečko, ne, če ne greva na ta dolg sprehod, ker imam celo torbico s sabo. In vzamem vrečko in me sam prebliskne, vzem 2. In jaz vzamem 2, pač ne bom se zdaj s tem pregovarjala, zakaj, kako, nima smisla, da vzamem 2, whatever. In prijava ven, ona opravi svoje, pospravim, greva. Čez 3 minuta, ona še enkrat, a ne. A veš, ja, zakaj 2 vrečke? In presežem, sam rekla sem, hvala. A ni, pač, kako je to lahko preprosto? A ni, tako, da imaš tak tim, kakorkoli zdaj to rečeš, da so to vodniki, duša, vesolje, Bog, whatever. To je pač stvar posameznika, kako te stvari poimenuje, kaj mu je mogoče bližje, ne. Ampak meni je to najjače, da imam nekaj tazga v življenju, a veš? Ne zemljevid, ampak mini navigacijo, kompas. Tako da kako ločiti intuicijo od ega, strahu. V resnici je zelo preprosto, ko dobimo malo občutka za to ali pa ko ratamo na to pozorni. Bom dala sam par primerov, da se bojo poslušalci takoj najdali v tem. Recimo, če dam overthinkanje. To vsi vemo, kaj je, a ne? Vsi vemo, kako se čuti, kakšen je feeling. Tako, skačaš, da bi teniško žogco lovil, ni konca. Feeling v telesu je napet. Ja, jaz mislim, da te nekako zakrči, ne? Intuicija po drugi strani je a veš, utrinek. Dejstvo. Mir, tako je. Danes je malce deževno, pika. Naravno zgodbice o tem. Mislim, lahko napletamo zgodbico, ampak ni fora o tem. Pač to je dejstvo. In pride tak mir in pomirjenost s tem. Včeraj mi je prišla še ena prispodoba v misli. Drama queen versus modra babica. A čutimo razliko teh dveh energij. Pač una drama queen je all over the place, ne, na koncu je že naporno to gledati, poslušaš. Una modra babica pa se zalekneš pa. Ona ti pove par stavkov in je modrost. In njo lahko prepričuješ, sami ne boš prepričal, ker ona je dala življenje skozi in ve. A veš, kaj mislim? In ja, intuicija vedno izvira iz sedanjega trenutka. Recimo racio je dostkrat ali v preteklosti ali v prihodnosti. Ali je neko obžalovanje, ali je neka anksioznost. Z intuicijo je tak res mir, pomirjenost. Pol imaš mogoče bi še to dodala, intuicija kljub temu, da je neko dejstvo, pa da je mir, to ne pomeni, da te ne bo peljali izven cone udobja. To ljudje včasih malo hočejo tako. Ajš, ego, te želi prepričati, da ostaneš v coni udobja, zato ker pač tam on obstaja. Tam se ti ne more nič slabega zgoditi, hoče te poravati pred tem. In intuicija načeloma, z intuicijo se ti tudi nič slabega ne bo zgodil, ampak to pa ne pomeni, da ne boš šel skozi težke preizkušnje. Zdaj, pač tako, kar si rekel, tale podcast je bil totalno spontan in prisežem 100% intuitivno voden. Tako, še sama sebe sem malo presenetila. In to ne pomeni, da jaz nisem bila pod stresom, pa da mi zdaj tukaj
mislim, zdaj mi je super, ker sem tukaj pa klepetava, ampak kaj veš, dejansko je to velik skok izven cone obdobja, pač zame. In ja, intuicija te vodi po tvoji poti in intuiciji ni mar za tvoj status, ni mar za tvoje odnose, za tvoje ideje, prepričanja. Res doli visi. Ker to, kar si mi napletamo, neko identiteto, pomagi, ne? Ja, jaz mi zdi, da vsaj pa meni lahko povem, recimo jaz dosti krat vidim, prihajajo do mene te intuitivne stvari v obliki občutkov, včasih tudi vizualno in tako. Nikoli nisem vedel, da je več vrst teh intuicij, tako da to mi je bilo ful zanimivo, ampak kadar mi prije intuicija, se dosti krat zgodi, da potem je malo miru in potem se upali Ja, itak. Ko si zdaj opisala, ne, se pravi intuicija je, veš, da je tvoja oziroma nekaj za tebe dobro, potem se vklopi pa Ja. Pa potem začneš premljevati in se mi zdi, kar rataš boljši v temu prepoznavanju dveh različnih teh polov, vidiš tudi, kdaj je intuicija in kdaj je ona, ker ponavadi je, kadar je, ko si omenila babica, modra babica, takrat je bolj mir, bolj absolutno v telesu, medtem ko je drama queen, ta pa začne. In se mi zdi, da se izmenjuje ta dva dosti. A veš, kaj pač zdaj vse stvari so povezane, veš, mi ne moramo zdaj kar svojih preteklih izkušenj, spominov, prepričanj, tudi, veš, omejujočih prepričanj, kar odrezati in zdaj bomo sami intuicija, ne. Mislim, lahko, samo to bi bilo toliko naporno za nas, da ne bi shendlala, ne. In pač pol pač malo, tako kot si rekel, malo preklaplaš, ne. In prav je tudi, da preklaplaš, veš, ker mi imamo dve možganski polovici, ne. Ena je pač bolj analitična, bolj v tej smeri, druga intuitivna, kreativna, ne. In Einstein je rekel, v bistvu je to njegov quote, da je intuicija sveti dar, razum pa kak je že, faithful servant, a ne? Ampak pač ja, zdaj smo pa ustvarjali družbo, kjer pustimo, da je ta služabnik prevladal, a ne, in pač je dar podcenjen oziroma ga pač ne uporabljamo. Ne? In veš, mi rabimo oba, pač niti da intuicija neko smer, ne vem, kreativo, whatever, potem pa ti te pripelje, ne, od A do B, pa potem naprej, ne, ampak za tisto vizijo pa mislim, da je pač intuicija, pa ne samo za vizijo, veš, se vidiš zelo uporabne stvari v praktičnem življenju, a ne. Kako pa recimo ti uporabljaš oziroma intuicijo, ker verjetno prijajo stvari oziroma delo, kjer ti prije prav potem pa intuicija. Kako preklapljaš te dve stvari in kako jih uporabljaš v svojem življenju? No, to me zanima. Če se mogoče še malo nazaj vrnemo, še v moje čase službovanja v industriji je bilo to tako, takrat, ko sem že izvajala terapije pa intuitivna svetovanja, je bilo to tako meni, veš, v službi si moraš vedeti vse analize, prodajo, cifre na pamet, strategije, vse, ne. In potem priješ tam na session stranko in moraš biti prazen, ne, veš. In tako, in dejansko je blank space, pač prazen papir in potem, a ne, in moraš to in meni je bilo to tako težek trening takrat, ta proces tega, ne, da sem nekako uspela to, da je to sobival nekaj časa, ne, v takem ekstremu, ne. To je bilo noro. Ampak zdaj pa veš, kako je enostavno pač, kadar pride ta intuitivni preblisk, jaz jih kličem tudi utrinki. Veš, se mi zdi ful dobra slika, ker utrinek, ne vem, sekundo, dve, veš, da je bil, ampak zdaj ga ni več, ne moreš ga prijeti. In v tistem trenutku, ko pač prije ta utrinek, lej, če rabiš več potrditev ali pa karkoli, pa si zapiš te stvari, a ne.
in ne bo to usmeritev, ampak potem pa spet oziroma racijo, pa ne naredi to, veš, kako bomo zdaj to naredili, ne? Kako bomo spletno stran dokončali, a ne? Pač lahko jo čisto dokončaš po nekih šablonah, recimo, ki jih pač najdeš nekje na internetu ali pa nekaj, lahko pa pač, mislim, praktično že, ampak to, kar se pa recimo vsebinsko tiče ali pa, ne vem, ti pa reče, lej, to stvar, a ne, tudi recimo kristalne sklede, a ne. To je bilo noro. Jaz sem lani enkrat proti, maj, juni, mene enkrat prešine dodaj zvok v energijske terapije. In je bilo tako, kaj? Jaz nisem glasbenica ali nekaj, ne. In sem tako rekla, kaj, kako zdaj zvok, odkje je zvok? In tako najprej pomislim na sistrum, to je eno egipčansko glasbilo, tako sem čula, ne, sistruma ni, ne. In tako kristalne sklede. Jaz prej nisem nikoli šla za kristalnimi skledami, a veš, sploh nisem vedela, kakšne kristalne sklede vse obstajajo, oziroma da obstajajo take kristalne sklede, pa drugačne, pa ima še druge sklede, ne. In jaz tako začutam, ja, kako dobro, ne. In veš, to je dostikrat tudi nek mogoče prav spomin, mogoče iz preteklih življenj, ne. Čez en teden, čez 2 tedna grem jaz na nek retrit in moja kolegica 3. dan potegne ven kristalne sklede, ne. In jaz tako, what? Kako je to možno? In potem naj naredila par terapij in v enem healingu, ki so ga delale zame, potem prijem nazaj in pravi, mi da to palčko v roke in pravi, evo, probi. Ja, in to je bil tak občutek, kada vse v tebi zavibrira. Pač jaz tako grem in to začnem igrati. Presežem, kada me je vrnil v nek, to je noro, v nek prostor, ki se je nekoč zgodil, ali pa ki je mogoče zdaj še obstaja, kakorkoli pač dojemamo čas. In pogledam, se pravi, te 2 kolegice, pa drugi 2 in tako, kot da smo v istem krogu, oziroma v isti postavitvi, točno tako že sedele in pač nekaj počele. In pač intuicija je bila to, nabavi kristalne sklede. Zdaj racijo pa moral skalkulirati, a ne, pa a bomo to res, a bomo dali ta strošek zdaj, a ne, nepredviden, pa kako jih boš šla iskat, a jih boš naročila, pa katero boš izbrala. Čeprav je bila pa spet intuicija, ne. Ta Pinky je bila ta prva, ne, ki me je ful poklicala in potem sta prišla še drugi 2. A veš, dejansko gre tukaj res za nek preplet, a ne. Preplet, ja. Tudi, ne vem, zdajle, ko govorim, ja, se je racijo, pa pol prije kakšna intuitivna misel, ne. Meni se tudi tako dogaja, recimo med podcasti, probam biti čim bolj prezen, čim manj racijata, ampak potem prije, recimo, kakšna ideja, ok, bom vprašal to, potem se vklopi pa racijo. Kako bom to vprašal, kam bom zapeljal to temo. In mislim, recimo, sem opazil tudi pri pisanju, zdaj recimo sem se odločil, da bom več delal teh pisnih objav na social media in tako, kam mi všeč pisanje. In je ok, prvo probam spustiti, da prije intuitivno, potem se vklopi pa racijo. Ok, gremo vsako povedati po sebi, aha, tu ni v redu, zameni tu besedo s to besedo, in v bistvu potem spet, ok, sem napisal racionalno in potem spet še enkrat intuitivno, a tu čuti dobro, ne? Tako da je zanimiv ta preplet, ja. In kaj sem jaz včasih počela, ko sem dobila te intuitivne downloade za nek zapis, ko sem jih včasih malo več delala. In sem gotovila, da čim grem tipkat, gre. In sem pač ta voice memo, veš, kaj ga imaš na telefonu. In sem se posnela, ker dejansko točno ta energija ostane. In potem pač, ko sem prišla, to se recimo največkrat v naravi, na sprehodu ali pa kaj tazga zgodil. In ko sem prišla do računalnika, sem sam pretipkala, še enkrat prebrala, sem to zdaj, ne vem, da je slovnično, nekako korektno, ne. In daš naprej. Tako, meni je to ful dobro funkcioniralo. Super, kako pa recimo te potem intuicija iz farmacije, da si šla delati na to področje, a je bilo tudi podoben proces?
Veš kako, ja, mene je že kar nekaj časa klicala, ne, itak sem že delala sočasno s temi, sicer pač ne v takšnem obsegu. Potem je bilo še eno obdobje, verjetno izgorelosti, sicer te etikete so zdaj tako, ampak nam rekla, da sem bila izgorela, ampak sem pa nekam tja drvela. Izčrpanost, verjetno. Zelo velika, veš, ono, kad zjutraj ne moreš se spraviti ven iz postelja. In če dalje manj, pač ja, v ta korona obdobje je bilo tako spet iz tega vidika naporno zame, ker jaz sem šla študirati farmacijo, da bom nekaj finga počela za ljudi, ne. Pol se zbudiš enega lepega dne in vidiš, kaj se zunaj dogaja in si tako kaj zdaj, a ne? In takrat sem začela, veš, ta zgodba, ko sem se jo jaz napletla, kaj je moja dodana vrednost na tistem delovnem mestu, ni več pila vode, oziroma začela se je raztapljati, nisem je več čutila. In nisem več čutila, da imam neko dodano vrednost, evo, direkt dodano vrednost za ljudi, s katerimi se vsak dan srečujem, se pravi z mojimi strankami na terenu, ne. Seveda sem jaz še vedno imela dodano vrednost tudi za sodelavca, na vse zadnje pa za ekipo, pa pač za firmo, ne, ampak ratale premalo. In pol sem je že bilo en trenutek, ko sem že rekla, da mi date sabatikal. Takrat sem bila ful slabo, šef je bil še šokiran, že Renata nikoli ne pokaže, zakaj nič ne rečeš, ker držim vse zase. Ne? A to je bil ta sindrom predne punčke tudi? Ja, Bog pomagi, tako ne. Ja. A veš pa tudi izkušnja, da ni nikogar. Čeprav ravno s tem šefom sem nekako pol usvojila to, kar mi je tokrat rekel, le Renata, če ti kaj ne gre, samo vpraša. Ne? In po, ker sem parkrat probala, sem videla, da mi je tako, sva res v minutki ali pa dveh, mi je dal na par usmeritev in sem ful hitrejne stvari lažje naredila in pa sem malo začela spraševati. Ne? Ampak ja, je tako prijetna punčka, pa ta, mislim, people pleaser, ne? To... A si šla kaj analizirati za nazaj, kako se je to razvilo? Bomo prišli do tega. Bomo prišli do tega. No, v glavnem, in potem v tistem obdobju sem pol še malo podaljšala, no, na tem delovnem mestu, pa pol smo tudi malo še druge naloge dodali zraven, da je bilo meni spet bolj zabavno, pa tako, ne, mislim, zabavno, bolj izziv, pa da sem se spet nekaj novega naučila, ampak pa se je pa to spet začel. In potem je življenje podprlo na ta način, da sem v bistvu lahko šla na svoje. In ravno včeraj, ko sem z enim kolegom sva se dobila in sem ga čakala nekaj časa in sem seveda v deževni Ljubljani sedela ob oknu in gledala ven in sem si tako rekla, pismoj, koliko sem hvaležna, evo danes, zdaj sedim tle, pijem mačo in až ne rabam izneti na teren. Pač, pa ne sem za tega, da zdaj tega ne rabam več početi. Saj jaz sem si tudi najdla ful enih dobrih stvari v tem, pač sem šla na Ptuj na teren, pa sem, veš, mi je bilo skoraj kot izlet, ker so ljudje to čist drugačni, druga energija je gora, ne. Ampak, veš, to, ker sem jaz 5 let nazaj hrepenela, pa sanjarila o tem in potem pač tako skozi mehne korake ali pa velike skoke občasno priješ do tega. Veš, in tako ono. In tudi včeraj zvečer, ko sem se ulegla v posel, sem naprav to. Koliko sem hvaležna, čeprav mi je stresno, da gre, ampak da lahko pač predam neke svoje, ne, mogoče zgodbe, izkušenj ali pa inspiracije nekomu, ki mu bo to pač dal nekak aha moment. Ker jaz sem se tudi dostikrat črpala to inspiracijo pa motivacijo iz nekih zgodb, pa iz knjig, pa, a veš, kada se oprimaš vsake bilke, ki te lahko malo ponese naprej. Pač jaz sem tak karakter. Sej tudi vloga žrtve je bila skozi ta proces, pa pač vidiš, da tam si
jamraš in stokaš in vse je bedno in koliko je smotan in cel svet je proti meni. In pa si enkrat rečeš, ja, in kaj zdaj, kaj si naredila? Spomnim se enega trenutka v osnovni šoli. Ne, jaz sem bila še 8-letka, sem še tako stara. Nek 6., 7. razred, zjutraj preden sem šla v šolo, sedim na postelji in tako najbolj apatična, brez energije, utrujena. Tako, po mojem sem 10 minut sedela pri miru, takrat še nismo imeli telefonov, še dobro, ker če bi imela telefona, bi verjetno scrollala. Mislim, smo imeli telefonov vsa ne takih. In pa po 10 minutah se zavem in sem si sam tako rekla, ok, Renata, kaj boš? Kaj boš zdaj naredila? Pač dejstvo je, da tako, kot si zdaj ti ne paše, ne počutiš se dobro. Kaj lahko narediš, da ti bo boljš? In pa sem pač začela pred knjige itd. In mic po mic, po milimetrih začela neka ta svoja prepričanja, pa male prakse spreminjati, veš. Mogoče še to dodam, no. Tudi jaz sem imela pričakovanje, da se bo v življenju zgodil en veliki pok, nekoč. V kakšnem smislu? In pa bo vse drugače. Okay. In pa bo razsvetljenje. In pa vidiš, da it doesn't work like this. To življenje je proces. In pač tvoje notranje delo, razvoj je proces. In glih to ima ta čar, no, pač ne vem, meni je kakorkoli je naporno, pa težko, meni je v resnici ful dober, pa čas celo zabavno, ker rečeš pismo, kje sem bil, poudarek, kje sem jaz bila, ali pa kje sem jaz bil, ne kje je on bil, ali pa kje je on danes, jaz, kje je moj starting point, pa kje sem danes, pa to je amazing. Pač jaz sem mogoče za zunanjega opazovalca ne, ampak jaz to vse čutim, kada sem 4 različne življenja v tem življenju živela in meni je to največ. Ker pač, če bi ostala tam, ker sem bila, se pač, to je tudi bil del realnosti. Ampak zdaj mi je neprijetno, bolj lahkotno, lažje, bolj živo, pa niti še nisem približno tam, kjer bi želela biti, ampak aj že zdaj je kako je dober, a ne? Se sem malo zajadrala. Ne, se uredi, me fajn, da si šla to, ker v bistvu me zanima zdaj, ker si rekla, ok, si naredila ta skok iz farmacije v to tvoje dušno področje. Kaj recimo, kako si razlagaš, oziroma kaj misliš, da ti je pomagalo, da so se ti začele odpirati priložnosti, da ti je življenje dalo tisto? A je bil to samo prepuščanje, spuščanje? Ali je bilo res ta notranja želja, oziroma da ti je bilo to namenjeno in je bilo pač samo vprašanje časa? Ta zadnja je to dobro, ja. Veš, kako je? Ok, gremo še v to. Jaz verjamem, da se mi kot duše, ko se utelesimo na ta svet, predtem si izberemo določene. Mislim, napišemo si to-do listo. Jaz si predstavljam to kot neko to-do listo, ne? In pač malo bolj nadobudne duše si tega izberejo malo več, ali pa bolj obsežne projekte, pa bolj obsežne naloge, druge pa pač kakorkoli. Različni smo si. Ker je tudi različno, veš, odvisno, kaj je bilo v prejšnjih življenjih, včasih se treba samo regenerirati teda. In ja, verjamem, da pač so v našem življenju določene postojanke, recimo, če temu tako rečem, pač imamo etape in pol priješ sem in tukaj se to zgodi. Mimo tega ne moreš. Zdaj pa, a boš ti to etapo, ne vem, šel po planirani poti ali pa boš delal obvoze, whatever, to je tvoja svobodna volja. Ampak, tle imaš novo postojanko, a ne? In pol obstaja tudi opcija, da pač, če toliko zabluziš v lifeu, a ne, da greš predčasno ali pa pač se življenje zaključi in pač v naslednjem življenju naprej, a ne. Ampak ja, jaz mislim, da definitivno ene stvari so namenjene in to so pač te stvari, ki
jaz jih imam par v življenju, ker vem, da brez tega moj life ali pa jaz sploh ne bila niti približno enaka. Poje pa ful ta svobodna volja, ne? In tle smo lahko kreativni. In jaz tudi glih to intuicijo vidim, a veš, kot nek tak kompas ali pa navigacijo. Veš, če greš iz Ljubljane v Maribor ali pa iz Ljubljane v Brda, ne? Lahko si pač ali radoveden ali pa samo svoj, pa greš kontra navigaciji, ne? Pa ti boš sem prišel v Brda, ne? Mogoče z malo zamude, ali pa pač z drugega konca. Ampak ja, pač življenje te pripelje tja, ne? Tako da definitivno so ti ene stvari namenjene, je pa tudi to, mi je pa ful tudi pomembno poudariti. A veš, da koncept skrivnost pa to, ne? Manifestacija, ne? Zdaj, živimo v tem svetu, ko stvari tako funkcionirajo, da šle smo pa spet malo par raciju pa to, ne. Jaz zdaj, če tle sem meditirala, pa jaz bi imela ta dogodek, jaz bi šla Hjanjo na podcast, to bi bilo res ful dobro. In pol nič ne naredim, ne. Ne gre. Ne deluje tako, ne? Ne deluje tako, veš. In moraš pa tudi ti dati nek commitment ali pa pač neko notranjo namero, ne. Veš, ker življenje ti je skozi ti da, ne. Ne, imaš tekoči, tako kot v unih restauracijah, ki imaš varianta oljivke nitke, nek tekoči trak pa imaš, ne. In stvari skozi prehajajo mimo tebe, a ne. In če hodaš, ne vem, zdaj pač ta primer restauracije, če hodaš skozi tja, pa vidiš, da ti ena stvar ni, da ti ne naredi dober, a jo boš naslednjič spet vzel. A še nisi dojel lekcije, pa je še enkrat vzameš, pa mogoče ti bo malo bolj slabo. A veš? Zdaj pač malo s temi primeri, a ne, razlagam. In pač tako, res je čudovito, ko začnemo enkrat te stvari opazovati, a ne. In nisem intuicija pa meditacija, pač tle je tudi resno notranje delo, ne. Veš, ker tako ljudje pravijo, grem na potovanje, grem na dopust in vse bom pustil za sabo. Ja, super. Ti sebe nešeš s sabo. Ti ne moreš samo od sebe uideti. Mislim, imamo substance tudi, a ne, ampak v bistvu dostikrat zaradi tega se potem ob začetku dopusta pojavi ali slabo počutje ali pa bolezen, zaradi tega, ker tudi psiha in telo vejo, naslednji teden imamo planiran dopust, oni tu vse vejo podzavestno. In gremo na dopust in zbolimo, zaradi tega, ker se telo zavejo, zdaj je konc stresa, konc je dela, zdaj imam čas predelati tisto, kar se je nabiralo. In pač pride ven. In pri nekaterih lahko to odlašajo, ma prej slej bo prišlo za tabo. Tako da res je treba, pač jaz sem tako ful, vse stvari je treba gledati, pač telo, voda, hrana, kaj uživaš, tudi kaj od vsebin uživaš, a ne. Ne vem, pač če ljudje še gledajo poročila, pa to ne imajo to še moderno, ali ne. Pač, ti sem videla, da jih še gledaš. Ampak da se kakšna stvar tudi to zavesti na ta način. Lahko povem primer za včeraj. Tu je bilo prav včeraj, ko sem posnel pole story. Spet je prišlo intuitivno. Jaz, če ne, sem umaknil poročila, ker je preveč, sploh zdaj, ko prihaja ta politika, pa to je preveč negative. In prav oni se prav filajo na temu, da dajo take zgodbe ven, ki te vzburijo, oziroma ki te zaženejo, tako računno prav energetsko. In včeraj sem končal delati okrog 7, zdaj si naredim večerjo in je prišla intuitivna misel, da bom palil poročila, ki jih nisem gledal že dosti cajt, ali to, da vem, ki se dogaja po svetu. Palem 24 ur. In prva zgodba je bila od prehrane, vezana na prehrano, ki pač nima veze, kajkoli je bilo. In v bistvu takrat me je prav pohrijalo. Ampak hkrati sem pa mogel očitno zvedeti, sem mogel upaliti takrat televizijo, ker je bilo pač nek premik v prehrani, oziroma nekaj se je dogajalo, kar ni bilo lih ok. In spet ta intuicija, kako je. Pač sem bil pravno, pismo, skje je tu prišlo? Zakaj? Ne, zakaj mi je prišla ta misel, da moram upaliti poročila? Je to moja podzavest vedela? Ali skje je pač tu prišlo? Pač, ne vem. Kvantno polje. Ja. Mogoče. Kvantna fizika, zdaj je že dost razlag znanstvenih,
tudi teh raznih študij, ne, kako do tega pride. Ne. In ja, pravi, da je pač v kvantnem polju vse, itak je vse vibracija, ne, pač na subatomskem področju je vse vibracija, frekvenca in pač ni trdna snov. Se pravi, kvantna fizika, oziroma kako se temu? Kvantna fizika, kakor jaz zastopam, se bo šaha popravila, vse, kar je tukaj, je sestavljeno iz zelo majhnih delcev. Se pravi, mi smo miza, rastline, energija, vse je v teh subatomskih pač delcev. Imaš v bistvu iz atomov, pa so pač elektroni okrog in to so pač, ne vem, koliko je že primerjava češnja v primerjavi z zemljo, nekako, koliko so, ne vem točno, kakšno so že razmerja, ampak in to vse šviga. Vibracije in frekvenca in tudi to, ne, da ni, ne vem, kak je že to, delec ni, v bistvu je na večjih koncih, pač jaz se nisem to poglabljala v te stvari, ampak ja, pač pravi, da je v tem kvantnem polju, da je vse tudi čas, vse tukaj, pač mi čas percipiramo kot linearen, ampak je vse tukaj in zdaj, če si predstavljaš, je tukaj sedanjost, prihodnost, preteklost. In zdaj, če verjameš kakorkoli, pretekla življenja, še vse tista pretekla življenja, vse verzije tebe, in vsi tvoji potenciali in potencialne verzije tebe, kakor da si to tako predstavljam, da vsi, ne vem, živimo tle, Pa ne vem, če imaš knjigo, pa ne vem, odvisno na kateri strani odpreš, kjer delček zgodbe se pokaže, mogoče na ta način, In ja, in si ujem pač ujel to informacijo, In na ta način tudi delujejo, tako si jaz predstavljam, čeprav nisem nikoli toliko znanstveno gledala na to, res sem bila vedno bolj intuitivna in pač enostavno greš, probaš in vidiš, da stvar funkcionira. Readingi, pač intuitivna svetovanja. Pobiraš, v bistvu se greš iz teh iz beta možganskih valov, ki je pač bolj to racionalno razmišljanje proti alfa, teta, delta in se pač to umiriš, v bistvu, da se naštelaš na drugo frekvenco. In mi je ful dobra prispodoba, recimo ta z radijem, če se še spomnim, ko so kakšne te tranzistorje smo imeli včasih, ko si imel skalo in pol si pač naštimu na frekvenco, in si pač ujel točno določen radio, In kjer ga imate tle v Brdih? Tle imamo dosti italijanskih, ki so itak pač močne postaje. Če ne, recimo Radio Robi, tle na Horiškem najbolj popularen. Točno, Ampak moraš naštimati s frekvenco, koliko ima že 100. Moraš točno na 100, a pa 99,5 mislim. Okay. A pa 100. A ne, tako. In pač na ta način si jaz tudi predstavljam, da to deluje. In te kristalne sklede tudi na tak način delujejo, One v bistvu dajo frekvenco, ki potem te ona naštela, po domače povedano. Kako je zdaj pri tem? Kako je pri teh kristalnih skledah? V bistvu so narejene iz 99,99% kamene strele, ki je ful prevoden material. In šla sem celo brati, oni segrevajo ta kristal na več kot 2200 stopinj Celzija. In pri tem procesu dodajajo še določene druge kristale ali pa te žlahtne kovine ali pa kaj so še te minerale in pa sveto geometrijo, pa vse, tako je res dodelan proces, pa zelo zavestno deluje to. In v nekem tem procesu, ki ga oni kličejo alkimija, se vse te stvari povešajo. No, in te kristalne sklede potem tudi nekako prenašajo oziroma rezonirajo s to vibracijo oziroma Schumannovo resonanco, kakor z srčnim utripom Zemlje, tako kličajo to je nekih 7,84 Hz, se mi zdi. To je glih med alfa pa teta valovanjem, se mi zdi. In v bistvu mi ne samo, da te kristalne sklede slišimo, kakor smo prej videli, ampak jih dejansko tudi telo
sliši ali pa če rečeva čuti. Začuti. In se v bistvu ta frekvenca, ta vibracija prenaša skozi kožo, skozi tkiva, kosti in tudi dejstvo, da je naše telo v večini sestavljeno iz vode, ful pripomore k temu, ker se v bistvu vibracija po vodi še lažje prenaša. In dejansko na ta način prihaja ta frekvenca vse do celičnega nivoja. In posledično vpliva na hormone, na nevrotransmiterje, pač na organe, na žleze z notranjim izločanjem. Nervozni sistem. Ja, in najbolj vpliva pač posledično to na to avtonomni živčni sistem, in pač ker nažalost zdaj trenutno živimo v takem svetu, ki je sam go, in smo večinoma vsi v zelo aktivnem stanju, tudi mentalno precej preobremenjeno in te frekvence tako zelo spontano to možgansko valovanje usmerjajo oziroma sklojujo iz beta proti alfa, teta, delta. In na ta način se tako res ful umiriš. In greš iz simpatika v parasimpatik in takrat greš v bistvu iz njega boj variante v popolno regeneracijo in usklajenost. Ker naše telo ima možnost samoregulacije in samozdravljanja. Sam pač mi ga z vsemi možnimi stvarmi toliko preobremenimo in tudi toliko smo v tem gibanju, se pač jaz sem guilty as charged. Isto. Mislim, pa vsem tem, da ne zdaj kdo rekel, ja. Da enostavno ne pride do tega, veš. In še en dodatek tega zvoka je pa to, da pač malo zaposli uma, in ko ti opazuješ, ko ga slišiš, ker to je tako vsem dost poseben zvok, kako se razliva, kako gre dol, a je še tukaj, a ga še slišim, in to je tako učenje zame. Jaz, ko sem te sklede, ko so prišle do mene, jaz sem vedela, to je najprej zame, da se jaz ostavim, začutim, umirim, zadiham, igram. Ker najprej, ko so prišle do mene, veš, kako jaz sem hotela to kar igrati. A veš, ne vem, rock kitaro, Hej, chill. In bolj tako res se usedeš. Začutiš to, daš namero. To rata pač nek ritual, nek proces. In zdaj me ful kličajo, res imam tako klicno k temu, da ponudam skupinske terapije oziroma skupinske srečanja s temi kristalnimi skledami, kjer pa pač malo meditacije, ampak ki je bistveno res samo to, da ti si, da nič ne razglavljamo, nič ne analiziramo, nič ne downloadamo, sam si, se umiriš. Sam sem imela eno stranko in pride nazaj, pa če se povabim in pravi, upam, da nisem preveč smrčala. In sem rekla, top, to je to. Ona je dejansko to kot plavala, pač je bila, tako je rekla, da je preklapljala, ampak toliko se je sprostila, veš. Recimo danes, hotela sem to reči, kako spimo, Jaz sem danes spala na ta način, da sem razmišljala o spanju. Veš, kaj se bomo pogovarjala, to. Tako sem na ta način včasih v gimnaziji pisala spise, veš, pomagi, eseje neki. In kar sred noči se zbudiš, to bi lahko napisala. In enkrat se spravo spomnim, sem ostala in šla pisati. V glavnem, to sem hotela reči, pač naš mental, racijo skozi neki gloda. In pol imamo še te krasne napravice, ki so po 6-7 ur v naših rokah in plavamo v čudežni svet dopamina. In to, te sklede v bistvu povzročajo oziroma vplivajo na sproščanje dopamina, ker ta nevrotransmiter za nek občutek ugodja in dobrega počutja. Se pravi, namesto telefona, dajmo reči sklede. Tako.
Ja, jaz sem jih danes prvič slišal prav v živo. Sicer poleti sem bil na eni zvočni kopeli, kjer je Boštjan Sanič, če poznaš moče. On pa dela z gongi. No, vse tiste je še... Takrat sem prav odplavil, mislim, da so bile take vizije, da čau. In danes sem jih prvič tako slišal in je bilo zanimivo, ko si zdaj opisala. Prvo je šlo na mental in v bistvu je bila tak zanimiv zvok, da sem prav pozabil na vse ostalo in je bil fokus samo na poslušanju zvokov, ki v bistvu je začel ful počasi, pa potem se je stopnjeval, pa ko si rekla, potem je šel počasi dol. In potem, ko sem začel poslušati, sem pa čutil prav v telesu neko pozitivno napetost. Mislim, napetost, tako, nekaj se dogaja na energetskem nivoju. Ne? In je zanimivo, če gremo recimo malo bolj logično to pogledati, zakaj lahko prije do tega, če gremo na kvantno fiziko, ko smo prej omenjali, se pravi, če je naše telo sestavljeno iz zelo majhnih delcev, se tudi te sklede ustvarjajo neke subatomic particles, ki prijejo potem v naše telo in če naše telo ni trdno, če je sestavljeno iz teh delcev, bo prišlo te delci noter v nas in bo začelo neke spremembe. In tudi naši organi imajo določeno frekvenco in jo oddajajo in jo tudi sprejemajo, ne? In žleze in vse tako. Tako da to je tako res eno, veš, ko greš na ta rabbit hole, je eno čudovit nov svet, ki se ti odpre pač za raziskovanje. In tudi, če si, mislim, tak bolj zelo racionalen, se mi zdi, da zdaj je pa res že toliko dokazov, ka lahko pač vse si načitaš. Jaz sem včasih bila taka, pač zdaj nisem več res je tako ful, pač začutam, to je to, ne. Se mi zdi, da Joe Dispenza je naredil velik premik tle, ker on je pač tako na znanstveni način dokazal in manifestacijo in te energetske vidike, terapije, kako je energija. In epigenetika, ne, izražanje gena, vse to, ne. Ja, Dispenza je pač fantastičen. Sicer je zahteven za brat, jaz nisem šel lotil za brat, ker vem, da je ful zahtevno pisanje, pač sem poslušal ful njegovih podcastov in res lepo predstavil vse. Na Gaja TV imaš te tudi njegove pač na Gaja dokumentarce oziroma serije, no. In ful lepo pač tako, gre step by step in jaz tako ne. In v bistvu jaz neka verzija mene iz preteklosti si je želela na ta način raziskovati, ne, in potem pač šla v farmacijo in zdaj tako, veš, imaš znanstvenika, ki dejansko tako te stvari raziskuje, ne, se pač njega je tudi določena iniciacija v življenju poklicala v to, ne, da je pač začel malo bolj te stvari gledati, ne. Veš, njemu to, če se to ne bi zgodil, bi pač bil tam verjetno en znanstvenik, ki bi... Kaj, on si je poškodoval hrbtenjačo, ne? In v bistvu pole se sam, če jaz prav vem, se sam sebe zdravil z energijami. Ja, pač najprej na mentalnem nivoju, če z mislimi, on je mislil, da ima nek tak proces, način, mentalno je sestavljal te koščke v hrbtenjači, ne. Pač fascinantno, ne. Jaz vedno tako rečem, če je možno za nekoga, pa je pač možno, ne. Sam, veš pa spet primo do tega, ali je to v mojem dušnem načrtu, ne. Pač, jaz bi šla ful gor na Mount Everest, pa nekje, ne. Pač, ali pa, ne, meni je to pohodništvo, hribolazenje, gorništvo, ne. Ampak, mislim, da to točno to moje življenje v tem trenutku ni v mojem dušnem načrtu in verjetno ne bom šla, me pa še vedno te stvari fascinirajo, ne. No, tako. Kaj pa recimo zdaj smo šli v ta rabbit hole energije in tako, kako pa recimo poteka, ko si omenila, da imaš ta energetska zdravljena in tako, kako pa te recimo to poteka in če malo razložiš za tiste, ki to ne poznajo in kako je malo mogoče na tak racionalni, analitični način, ali pa recimo, kakorkoli. Vse se mi zdi, sva se že veliko tega dotaknila, ne. Sicer jaz zdaj jih bolj kličem energijska podpora, da pač, ker izhajam, mislim, iz te farmacije, pa vem, koliko se tle daje poudarka, kaj je zdravljenje, pa kaj je zdravilo, pa to, razumem, pač, da se ne bi kdo upičil v to, ne. Jaz nikoli nobenemu ne rečem, da karkoli... Mislim, čeprav sem, veš, posvetujte se zdravnikom ali farmacevtom, ampak jaz ne posegam, mislim v to, kaj je tvoje zdravljenje z farmako
s farmaki, ne, pač to je stvar. Tvoja stvar. No. Ja. Kako ne to naslovim, oziroma kako bi začela. Zelo različnimi, kako bi rekla, situacijami, simptomi ali pa idejami, željami pride ljudje do mene. Zato mi je včasih tudi malo težko opisati sploh, kaj delam, in zaradi tega sem zdaj nekako to strla, ne, energijska podpora. Ne. Jaz to nekako vidim, zdaj ali to malo bolj intuitivno ali bolj racionalno razlagamo, kakorkoli, pač jaz grem v nek kanal, oziroma to, ko se umirim, to sva rekla, gremo iz beta možganskega valovanja, ne, v alfa, se pravi, se ustvari to neko možganska koherenca in potem posledično se ustvari tudi srčna koherenca, to je pa v bistvu elektromagnetno polje srca, ki je dokazano, v bistvu, da ima naše srce v telesu največje elektromagnetno polje. Mislim, da je nekaj čez 5 metrov. Je tako kar, ne. In to tudi obstaja, nek inštitut, mislim, da v Ameriki, HeartMath, ki se prav s tem ukvarja. In to so vse stvari, ki se izmerijo, ne. To spet ni nek čira-čara. In ko greš, zato mislim, da govori o nekih vzvišenih čustvih, to so, ali pa občutkih, sočutje, ljubezen, hvaležnost. Poslanstvo, mislim, da tudi. Možno, ja. Ne. In dejansko jaz, ko delam, izvajam te terapije, grem najprej v to umirjeno stanje, dam namero, ne, zdaj naj pride vedno v najvišje dobro te osebe, najvišje dobro vseh, z vodstvom tvoje duše, vodnikov, angelov, nadlangelov, v nebovzetnih mojstrov, pač karkoli rezonira s tabo, in vseh čarobnih biti, in naj se zgodi v tvoje najvišje dobro, kar ti zdaj potrebuješ, ker to zdravljenje ali pa podpora ne pride od mene kot od Renate. Jaz pač sam ustvarjam tukaj nek varen prostor, umirjen prostor, da se to lahko zgodi. In s tem, ko grem jaz v ta občutek, se pravi v pomirjenosti alfa, teta, pač jaz še vedno tukaj nikamor ne odplavam ali pa da bi kakšna druga entiteta vame vstopala. In ko se zgodi ta srčna koherenca, pravijo, da v bistvu razlaga je taka, da po principu elektromagnetne indukcije, da v bistvu srčna koherenca oziroma frekvenca srca, ne, klienta oziroma stranke prevzame tudi to. In v bistvu se sam odpre tam polje tega samozdravljenja ali pa neke samo uskladitve, samoregulacije. In pač sicer jaz, kad delam, tudi čutim prisotnost, ne vem, nekih biti, nekih nebovzetnih mojstrov, pač, ali pa nekih posebnih energij, veš, tokrat, ko se srečaš s tem, pol že imaš nek občutek, ta je pa tak feeling, mislim, da je ta danes, da je podarek bolj na tem, a ne, a pa vidim vizije, tako, ko sem, ne vem, rekla, vidim točno, kaj dela, recimo na kateri čakri, na katerem fizičnem, mislim, na katerem delu telesa, a ne. In recimo zanimiv, zanč mi je stranka rekla, jaz sem ful čutila, tudi zanimivo je bilo, da sem imela malo drugačen položaj pri zdravljenju, da sem v bistvu stala in igrala na sklede, ponovadi sedim poleg klienta. In je bilo, ful sem čutila tako tle blokado na srčni čakri, tako res nerealno. In potem prva, druga. In pa prizemljenost. Zato sem čutila v bistvu, da moram stati, da sem prizemljevala vse to. In pač raztapljala ti dve blokadi oziroma kakorkoli, pač delala s temi žarki. In potem je prav stranka, ko sem jo vprašala čez 2 dni, kako je, prav, ko meni tok srce razbija,
Rekla, res se ful nekaj dogaja. Ne? Se rekla, no še dobro, da si mi povedala, pa zato, da ti dam feedback. Doskrat dejansko fizično pol mi nekaj občutimo. Najme sem imela ful eno obdobje, ko sem delala na srčni čakri, ful palpitacije. Sem bila že tako, kaj je zdaj se to dogaja, moram iti jaz k zdravniku. Ampak dejansko se neke stvari noter usklajujejo. In pač včasih tudi ne potrebujemo vsega razumeti, ker se mi zdi, da nas sam še bolj obremenjuje. Ne vem, zanj, če je bilo ful zanimiv. Prejšnji teden sem jaz tako čist min grede, niti ni bila namera, bolj je bila tako preblisk pa prošnja. Jaz pravim ta zgornji, ne. Včasih rečem, dajte mi to zrihtati ali pa nekaj, ne. In zelo v zadnjih mesecih sem čutila, da tam pač v Ljubljani, kjer živim, da mi je tako noro teh enih energij, sem rekla, da jaz ne moram več, ali mi pač zrihtate, da se nekam premaknem, ali mi pa nekako te energije, ne vem, nekaj mi naredite, ker sem tudi začela recimo Wi-Fi po noči sklapljati. No in pa mi kolegica dela terapijo pred parimi dnevi in ona začne razlagati, kaj vse vidi in tako, nora Renata, vidim to, ono tretje, kako oni tebi to neki šraufajo in pa v enem trenutku ona reče pismo, ne vem, jaz vse to zmišljujem ali ne. In so bile na Zoomu in sem rekla, vse je v redu, ti bom dala pol feedbacka, ne. In jaz, ker sem skapirala vmes, ker je ona meni to razlagala, ker je rekla, kakor da boš manj dovzetna na vsa ta elektromagnetna sevanja, ki so okrog, ne. In se jaz spomnim pismo, jaz sem čist min grede dala, se pravi, ni bila niti namera, nek preblisk, želja. Ne. Sem rekla, lej, jaz sem to. Evo, zdaj delajo, a ne. Kako če si to zmisliti? A ne? A pa pač medijstvo je meni tudi tako eno izmed, ki pa vidim tudi precej zdravilno v smislu iz več aspektov. No. Medijstvo mislim kot komunikacija z dušami pokojnikov. Zdravilno je z tega vidika, da ti mogoče na nek način zaključaš nek odnos, če ga prej nisi mogel, da dobiš neko potrditev, da se nek del žalovanja zaključi ali pa transformira. In tukaj pri medijstvu pa ti dobiš konkreten uvid ali pa dokaz, ker jaz ne poznam pač tvoje babice ali pa pradetka, a veš. V lifeu nimam niti ene informacije. In kako pač jaz tebi ga opišem, ti povem, ono tretje, ker pri evidenčnem medijstvu je pa glih to bistvo, da pač ti zlistaš te informacije, a ne, in potem še dodaš neka sporočila. Ne. In tukaj pa pač, še vsak skeptik, jaz ne vem. Pač, če si skeptičen, okej, a ne. In to se mi zdi tako next level tega dokazano. Pač, če ne čutiš to kot telesu ali pa ne verjameš, a ne, da so energije. Čeprav jaz mislim, da na koncu pride to do sprejemanja, a veš, ali pa do tega, da si odprt za nekaj več, a ne. Sprav, če te prav razume, recimo, če bi prišel jaz do tebe na benijstvo, ti ne bi nič povedal od mojih prednikov in ti bi vse dobila preko intuicije oziroma občutkov, bi dobila vse informacije in bi lahko zaključili neke odnose oziroma neke stvari. Ja, pač jaz vidim z tega vidika neko... To bom mohel probati. Se prepričati za sebe. Ja, enkrat sva celo delala z eno klientko za njenega pradetka, ki ga v resnici ona ni poznala, je pa bil v prostem času tudi pisatelj in si je želela, da bi jo na ta način malo inspiriral, da bi pomagal, ker je ona pisateljca pri njeni karieri. In mi je bilo fascinantno, kako sem videla prav portret njegov. In kako sem začutila energije, ker on je bil v prostem, kot služboval je kot advokat. In ta integriteta in pokončnost. Zanj je bilo res vsak zakon je bil za vse enak. In to sem prav čutila v telesu, to integriteto je bilo tako, wow, kjera persona, ne. A pa evo, lahko dam sam še en primer, kar se medijstva tiče. Zdaj sem se spomnila na en tako zelo fizičen primer, ki mi ga pa ena klientka enkrat poslala v roku 5 dni ali pa enega tedna po najnem sešnu. Ona se je želela povezati s svojo babico in dedkom, v bistvu dosti hitro po babičini smrti.
In je bilo tako dost sporočila so bila v tej smeri, da sta ona dva kot njena vodnika, da jo predvsej trenirata v tem v smislu zdravljenja z rokami, ful ima ona močno energijo v rokah. In dava še druga sporočila. In na koncu je bilo sporočilo: prosi za znak, daj namero, da želiš potrditev, da želiš znak. In ona meni pošle sliko čez en teden. Sem dol padla skoraj. Veš, te keje kozarci, ki so malo glati ob strani, z debelim dnom. Ta kozarc za nekih 3 deci mi je poslala sliko preklan popolnoma na polovico, brez ene druge črepinje, brez karkoli. In je pač tako, sedel na robu mize, bil položen, v glavnem sred noči je ona slišala nek pok, nikogar ni bilo v kuhinji, nič ni padal na ta kozarc, kozarc ni bil, mislim, ni imel nič vode noter, in prija tja in je bil kozarc na točno 2 polovici razpolovljen. A ne? In pač meni je bilo tako, o moj bog. A si ti predstavljaš, mislim, jaz si težko to predstavljam, koliko ene energije mora ta dušni svet, ki je nesnoven, a veš, gor nismo v telesu. Koliko morajo dati v to, da se taka stvar manifestira? Mislim, meni je to fascinantno. Ja. Zanimivo. Evo, zdaj sem ti malo da vrgla koz za razmišljanje. Ja, tako je. Ja, mislim pa, da pač te stvari, te nesnovne energije in tako si je težko razlagati, tako da včasih se moraš vršiti v to in provati, izkusiti. Jaz recimo lahko dam primer za sebe, jaz sem bil tudi 10 let nazaj čisti športnik, vse racijo, vse materialno, kar ne morem dvigant, ne verjamem, ne obstaja. In potem me je življenje pripeljalo do tega, da pač energetske terapije in prvič, ko sem bil, sem jo oprl svet, pač šel sem k enemu zdravilcu, v katerem še vedno hodim, oziroma zdravilc terapeut, in tam je začel nekaj računati po nekem papirju, pa očitavati neke stvari, ki so rezonirale z mano, ma racijo mi ni pustil. Kako lahko veš to od mene? Pa kaj vse bo še vedel? Ja. Zdaj on ve vse o meni, veš. In potem smo šli na energetsko podporo in so prišle neke stvari skozi in potem sem imel itak krizo, zaradi tega, ker so se odpirale stvari. In potem sem še nekaj cajta bil proti temu, ampak potem s cajtem sem začel opazovati oziroma spoznavati, da je nekaj na tem energetskem nivoju, pa recimo te energije, pa to. Tako da včasih, če racionalno ne moreš nekaj razložiti, moraš občutiti. Oziroma. Ja, pomagati predvsem, ko občutiš, mislim, ne vem, meni je to, v bistvu mi je to res, ko občutam, mi ima večjo težo, kot to, kar si nekaj preberem. Ker pol, ko občutam, pomeni, da sem imela jaz svojo izkušnjo s tem in tega ne moreš zanikati. Če jaz tako v vsaki celici svojega telesa vem, čutam, da je to, kako ne gre mimo tega, ne? Tako da, ja, ful so zanimive stvari. Pa se mi zdi, že če si daš, če se odpreš nekak temu, da si odprt, se ti lahko že ful stvari pokaže, ne. Pa pač postopoma, se pravi, ne pričakovati Big Banga, ker včasih se zgodi, ne, včasih imajo ljudje spontane ne vem, kundalini ali pa pač neka razsvetljenja, ne. Sam te stvari je treba pol pohendlati, ne. To je tako, da greš pospravljati po stanovanju ali pa renovirati hišo, ne. Ti si mislil, da boš tam kupil dekco, pa nov polštrček za dnevno, pa 2 sliki, pa da je to, a v bistvu ti bomba pade na hišo in moraš vse zrenovirati. Ni toliko zabavno, ne. Tako da pa treba je tudi upoštevati psiho, ne. Pa telo, a veš,
fascija, ne, to boš ti imel več vedel o tem. Fascija tudi drži vse te spomine, a ne. Ja, to je ful fascinantno. In to je tudi spet znanstveno dokazano, ni nek v bistvu, ko si omenila, fascija drži noter. Ja. In stres, ker v bistvu, če logično pogledamo, zakaj držijo organi fascija stres oziroma neko travmo, ker v bistvu na ta način, če jo držijo, bojo hitreje odreagirali, če bo prišel nov držljaj, ker hitreje odreagira telo kot možgani, da morajo prvo pomisliti in potem. Tako da v bistvu z tega, pa potem čustva, pa vse te napetosti in to. In ko to enkrat sprostiš ven, vidiš, kako se sprostijo. Kaj sploh si ti? Ja, tako, kako se tudi fizično Ja. telo sprosti. Ja. Ker prej je bilo vse Pač ja, zategnjeno. vizualno si vrataš drugače. Tako, Ja. ja. Tako da to je ful fascinantno. Ful tudi. enih stvari, no. Tako da jaz vsakič ali pa včasih, ko sem videla koga, ki, ne vem, ali se ukvarja z obrekovanjem, ali pa se pač ful ukvarja z drugimi ljudmi, pa to mi je tako, no. Model, toliko imamo dela sami s sabo, res pač, tega je toliko, ne bo nam zmanjkalo do, a veš. Samo verjetno pa moraš priti do neke točke, ki veš, oziroma čak, bom tako, ko si rekla, tega dela na sebi nikoli ne zmanjka in če se pustiš iti po tej poti dol, mogoče se tudi izgubiš. In se mi zdi, da do neke točke je fajn se zavedati, ok, imam še ful dela na sebi, ampak ne rabi narediti vsega tega dela še, da sem jaz kao v redu. Ja, tudi to. Ja. Ja. Živeti pač s tem, ne? Ja, s tem, tako kar je. si. Pač sproti delati, ampak tako. ne se ustaviti pri tismu, ok, nekaj je z mano narobe, jaz moram narediti še ful dela, da bom ok. Pač, ok, moraš še ful dela narediti na sebi, ampak hkrati pa si tukaj in zdaj. In, tako. če ne se zaciklaš v tisti, sem bil tudi tam, kaj je bilo ono, koliko stvari imam še za predelati, prepričanja, vzorci, ama sploh da je jaz ok. Ta overwhelming. Ja, pa pole ta overwhelming te pahne na to negativno spiralo dol. Tako da tudi pri temu ne, treba malo Ja, paziti. se strinjam, dozirati. Ja. Dozirati pa, če ne druga, tudi če ne verjamejo ljudje v te energije, pa to, samo postaviti si neko namero. Ne grejo poslušati dispenzo. Ja, pa dispenzo, pa recimo, če ne druga, ta manifestacija, in tako samo postavi neko namero, ki si tudi ti parkrat že povedala tvoje primere, samo neko namero si postaviti in potem vidiš, če se nekaj zgodi na temu ali ne. Ker to je tudi del manifestacije, si postaviš namero, verjameš v njo, potem pa delaš na temu in potem vidiš, da se stvari s cajt kar poklopijo. In to je priložnosti, pridejo pravi ljudje, pridejo ideje, pride energija, ne? Pride pravi trenutek, ki ga kar leta ni bilo, pa zdaj kaj pa je to, ne? Tako, ja. Top, zdaj reva proti koncu, mogoče še taka misel, ki te prija zdaj, kakšno intuitivno sporočilo, ki bi predala pred zaključnimi vprašanjimi? Never keep exploring. Pa jaz bi rekla, vsak mu ne sledi temu, kar ga navdušuje. Kaj je tvoja strast, kaj tebe tako resuno, kje si radoveden, kje si tako, kot en mali otroček, ki ga veš nekaj potegne. Pejt za tistem v življenju. To pač potem, tam se cela čarovnija pa zgodi in rataš bolj lahkoten in stvari te navdušujejo in sam še več tega in je življenje če dalje boljše. Ja. In če pridejo izzivi, ne reč, da to pa ziher ni intuicija. Očitno ti je bilo tudi to namenjeno, ja. Da si šel čez. Ja. Definitivno. Pač ja. Top, lepo. Evo, zdaj za konc imam pa še par zaključnih vprašanj, ki so vezane na tematike podcasta. Se pravi, najprej me zanima, kaj zate pomeni dobro počutje. Veš, zdaj mi je prišla ena definicija, ki sem jo prebrala zadnjič v knjigi Mojce Fatur. Knjiga z naslovom Zdrava, dost na novo je na trgu. Pač meni je genialna, ker Mojca v njej opiše težke življenjske situacije in preizkušnje na tak razmeroma lahkoten, celo humoren pa igriv način. In v bistvu ona gre za definicijo zdravja, ne? Dobro počutje, zdravje tam.
In najprej je tisto klasična definicija zdravja, ki je odsotnost bolezni, neki na to scena. Ne? Pa je pa ona napisala svojo definicijo in govori nekako o tem, da, in to bi tudi rekla za dobro počutje, to, da sem v svoji polni energiji, da lahko živim svoje talente, da živim čim bolj avtentično in zdaj bi še ta počitek nekako pletla noter, ker to je stvar, ki je dolg nisem poznala ali pa sem jo malo zanikala. Ne? Se prav poslušati sebe. S tem, ko poslušaš sebe, boš gotov sledil to dobremu počutju, ker takrat, ko boš začutil, da rabiš nekaj umirjenega, rabiš počitka, regeneracije, si ga boš vzel. Ne boš spet rinul z glavo skozi zid. Pa zdaj sem rekel, da bom naredil ta projekt. Tako da dobro počutje zajema fizično, čustveno, mentalno biti fit, čustveno biti pretočen, za karkoli pač pride. To ne pomeni sam, da si skozi krasen. Sprejemati to in spuščati. In da si mentalno tako šarp. Ja, da lahko živiš, da lahko kreiraš. Da si kreator, ne sam konzumer. Veš? To. Top. Katere so 3 stvari, ki tebi pomagajo do več dobrega počutja? Gibanje. Definitivno. Najrež gibanje v naravi, ampak gym pa skrb za mišice, very important. Ker posledično skrbi za mental. Meditacija. Pa to se malo na meditacijo tudi navezuje, ampak nekako si dati prostor, ker se mi zdi, da so naši vsakdani precej zasičeni, ne? Če pa že ni urnik čisto zasičen, pač imamo spet tam čarobno napravco v rokah. Prostor za nič, za reči. Ja, tako, zato da kakšna stvar tudi, ko preplava gora, veš, da jo lahko vidiš, pa da se lahko pol malo poigraš, požogaš z njo, kam zdaj to paše in pol okej, a ne? Tako na ta način, no, da si pustiš tudi nekaj časa za to predelovanje, pač vsebin, ki se naplavljajo, ker pač skozi ti življenje prenaša nekaj, ne? Neke zrcala ali kakorkoli pač se reče temu, ne? Super. Ja, to. Naslednje vprašanje. Kaj bi sebi rekla, oziroma kakšen nasvet bi dala sebi pred 5-10 leti? Zaupaj v to, kar so tvoje hrepenenja. Zaupaj v to in pej za tem. Ne toliko dvomiti. O moj bog, ne toliko dvomiti. Ne toliko vrtinkati. Pej za tem, kar čutaš, kar te kliče. Ni od soseda, tvoje je. Ne se prepriča, da si to, pa se primerja z nekom drugim, da si to nekje druge bile, tvoje je. Pej za tem. Zove se temu klicu duše, srca, kakorkoli. Intuicija. Res to, definitivno. Top. Kaj še ne bil najboljši nasvet, ki si ga prejela v življenju, ali pa tisti, ki ti je najbolj ostal v spominu, ali pa ti prije recimo zdaj na misel? Ma mogoče je bil ta, enkrat mi je mami rekla, ker sem bila tako v takem feelingu, veš, zdaj, če ima soba 4 vogale, bi jaz vse 4 zrušila, pa vse bi naredila na novo, pa rekla, da je Renata eno stvar naenkrat. Ker to meni tako ni toliko v naravi, no? Ampak velikrat sem se po tem vrnila k tej misli, k temu nasvetu, sem rekla, ok, dajmo najprej tole področje. Bomo se pa ukvarjali z ostalimi ali pa renovirali ostala področja. Najprej tegale. Eno stvar naenkrat. Kar ni nujno čisto zelo plastično, eno stvar naenkrat v življenju, ampak mogoče zame bi bilo manje več. Se po mojem za večino, ne? Imamo preveč na krožniku in potem bi hotel vse naenkrat, ampak ja,
Korak po koraku. Ne? Točno tako, ja. Tudi cel krožnik lahko razbiješ na 5 stvari in jih potem delaš eno za drugo. Ja, tako. Ja. In še zadnje vprašanje, kaj je bila stvar, ki ti je najbolj pomagala na tvoji poti osebnostne rasti in da si postala boljša oseba? Ne vem, kaj je bila tista, ki mi je najbolj pomagala, ker se mi zdi, sem toliko enih stvari ne probala, ampak jih nekako po koščkih počasi integrirala in ena me je peljala k drugi. Ampak silver lining je skozi intuicija, pač že od otroštva, skozi res najtežje trenutke, izgube itd. Pač je meni nek notranji glas vodil, ne. Zdaj, ni ena taka stvar, ampak je nek princip, nekaj višjega, nekaj me je vodil skozi. Da sem pa boljša oseba. Mislim, se to je, oziroma ja, tako da intuicija verjetno ti je pomagala pri temu tudi. Pa dati, a veš, tako čist stvari v prakso, ne vem, človeku pridržiš vrata, ali pa se nekomu nasmehneš, ali pa ne vem, daš en mini kompliment, ki ga res opažaš eno stvar, ne. Mogoče meni to ni bilo toliko spet v naravi, ker sem pač bolj razmeroma introvertirana, ampak polke enkrat začneš več na ta način, je tako, kakor da bi dal ene mini koščke ljubezni ven v svet. In tako, ko vidiš, kako človek zažari, ali pa eno malenkost narediš zanj, tako meni je to ful lepo, ko vidim. In tudi vem oziroma čutim na drugih nivojih, pač na ta način se kolektivna zavest oziroma, če rečemo, kolektivna energija, kolektivno počutje krepi in viša in posledično smo vsi na boljšem. Tako, vse je povezan. Lepo. Ja. Evo, s tem zaključujemo ta današnji pogovor. Najlepša hvala, Renata, lepo, da si se odprla, podelila stvari, s katerimi se ukvarjaš, oziroma so ti namenjene, oziroma so tvoje. Ja. Tako da to preko zaključimo, imamo zate še eno darilce, malo okusov brd, ne vem sicer kusijo z alkoholom, ampak že ka si v brdih. Ampak super, hvala. Tako, hvala tebi. Lahko še malo zdaj podeliš, ki te lahko ljudje spremljajo, ki si več polejo tebe, tisti, ki te še ne. Ja, najboljš se mi zdi pač prek Instagram ali pa Facebook kanala, Solfi. Lahko poveš še, kje je inspiracija za ime, ker jaz nisem vedel na začetku, kje je, in potem sem zvedel in povedal, zanimivo, lepa besedna igrica. Ja, veš kako je, kar dolgo sem brainstormala za to ime in pa valjda gani, kje se je pojavilo to pod tušama. V bistvu je bila, nekako sem hotela povedati to besedo duša, pa free, pač meni je svoboda v življenju mi veliko pomeni. Ampak svoboda v tem smislu tudi, da jaz sem lahko to, kar sem, a veš, ker pa se skozi življenje počasi prihajamo do tega, ne. Mogoče je zdaj ta beseda avtentičnost, ne. No in skozi sem imela, v mislih se mi je skozi ta porala so free, so me, a ne. Pač toliko sem svobodna, da sem lahko jaz, ne. Mogoče to malo se navezuje na ta moj proces, veš, farmacija, pa sistem, pa pol prehod. In pol se mi je to Solfi pač povezalo skupaj, no. Nekako Solfri, v bistvu Solfi, ne. Svobodna duša. Ja, tako kot selfie, samo da je Solfi. A pa selfie duša. Ja. Ker je tako, no. Nekako tako se je prav zasidral. Ja, evo. Tako da Instagram, spletna stran. Spletna, oziroma spletno bomo tudi malo zalaufali, se lahko že kdo kaj pokuka. Tako da jaz bom dal povezave v opis tega podcasta, na YouTube, audio epizode in tako naprej. Tako da hvala ti, Renata, še enkrat. Z največjim veseljem. Tako da hvala za poslušanje, gledanje. Upam, da vam je bilo zanimivo, da ste spoznali nove stvari in se vidimo v prihodnjih epizodah.
That's a wrap. Hvala.